Smo Matozu torej očitajo, da bo afero Black Cube pometel pod preprogo. Ima notranji minister dovolj pristojnosti, da bi to lahko storil? Ne, v skladu z zakonom tega ne more in ne sme narediti. Jaz sam osebno pa mislim, da ima gospod Matoz toliko odvetniških in drugih pravniških izkušenj, da se zaveda, da si tega ne sme prvošati. Predvsem pa se mi zdi pomembno, da ne obsojamo že naprej brez nekih, bom rekel, argumentov na podlagi nekih insinuacij. Se mi zdi nepošteno. Ocenjujmo dejanja in ne besede. Vsi se sicer zavedamo, da so javne predstavitve kandidatov za ministre njihov prvi, bom rekel tak, stik iz bodoče funkcije v javnosti in da so seveda besede velike, lepe, ampak za temi besedami so potrebna dejanja, ki jih bomo pa seveda ocenjevali, in tukaj imate seveda zelo pomembno vlogo mediji. Vi ste tisti, ki morate vsakokratni oblasti, ne glede na to, z katerega političnega pola prihaja, gledati pod prste in objektivno in kritično poročati. In s tem dajete, razkrivate morebitne nepravilnosti, ki jih pa potem strokovnjaki lahko komentirajo ali pa komentiramo kakorkoli. Ampak mislim, da če se vrnem k osnovnemu vprašanju, ni prav lahko, da bi se minister vmešal. Zdaj, če bo spoštoval zakon tako, kot je napovedal in da se ne bo vmešal v delo policije, potem tega ne bo naredil. Vi dobro poznate kriminalistično policijo, napovedana je reorganizacija, pa tudi vrnitev avtocestne policije. So to koraki v pravo smer? Mislim, reorganizacija kriminalistične policije, ja, če bo šla v smer večje učinkovitosti na področju preiskovanja in preprečevanja kriminalitete, najzahtevnejše kakorkoli. Nikakor pa ne reorganizacija kot krinka za to, da bi se znebili posameznikov, ki mogoče niso povšeč oblasti, ki se ustvarja. Drugače ne vidim slabega. Kar se mi pa zdi pomembno, je to, da je policija tako velik in občutljiv sistem, da nobena reorganizacija ne more biti izvedena čez noč. Sam osebno mislim, da je potrebno k reorganizaciji take organizacije pristopiti z veliko mero modrosti, z drhtečo roko, če tako rečem, na podlagi analiz in podatkov in ne z neko čarovniško paličico, ko udarimo in rečemo, zdaj bo pa tako. Tako da, ja, če bo reorganizacija v smer učinkovitosti, kar se pa avtocestne policije tiče, je pa moje osebno mnenje, da prvič niti statistični podatki ne opravičujejo ustanovitve tega, bom rekel, ne govorim, da ne bi bil primeren tak organ, če bi imeli na zalogi, ne vem, večjo količino policistov. Drugače se pa vprašamo, s kje bojo spet jemali kader za novo avtocestno policijo. Iz regionalnih postaj prometne policije, ki so pa že tako kadrovsko podhranjene. Kot drugo se mi zdi pomembno to, da avtoceste in promet na avtocestah je bolj posledica oziroma vzrok, s katerim bi se moglo ukvarjati Ministrstvo za infrastrukturo in pa ne nazadnje državni upravljalec avtocest, to je Dars. Vidimo, da na avtocestah promet stoji, zakaj rabimo potem avtomobile z 250, ki grejo 250 km/h policijski avtomobili. Tako da mislim, da ta avtocestna policija ni korak v pravo smer. Pričakujete, da bo torej prihodnja vlada že v prvih dneh zamenjala generalnega direktorja policije, kot je to skoraj da že v navadi?
Ja, nažalost je to pri nas v naši državi postala folklora. Ne vem, kakšna bo odločitev bodočega notranjega ministra. Sam pri teh stvarih zagovarjam načelo strokovnosti in nepristranosti. Kako se bo pa odločil notranji minister, pa bomo videli. Napovedana je tudi ukinitev uradniškega sveta, to je torej sito, ki je doslej ocenjevalo kandidate za generalnega direktorja policije. Vi nimate najboljših izkušenj z uradniškim svetom, pa vendar bi se s tem morda lahko povečala politizacija policije? Ja, lahko, čeprav tudi uradniški svet ni bil garant, da do politizacije ne bi prihajalo. Na temu primeru, pa še na marsikaterem drugem, smo videli, da je uradniški svet bolj kot ne iskal razloge, kako bi ugodil vladajoči politiki in njenim željam po postavitvi določenih kadrov na funkcije, kot pa upravljal nalogo, zaradi katere je bil ustanovljen, to je za postavljanje kriterijev strokovnosti uradnikov, ki se imenujejo na najvišje položaje. Dobro. Najlepša hvala, da ste bili nocoj naš gost.